molimo za žrtve komunistične revolucije. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu, slava Sinu in slava Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega. Dragi rojaki, mesec junij je čas v letu, ob katerem se spominjamo na žrtve komunistične revolucije v Sloveniji. Vabimo vas, da se nam pridružite k letošnji virtualni proslavi pod geslom Po stopinjah trpljenja. Življenje moje, kaj si mi? Skrivnost, ki je do konca dni ne bom imel? Si v mojih žejnih ustnah suhi grozd in neokusen, prazen kot pepel? Povej, življenje, s čim naj te pojim, da iz grenkove prerodi se v vino? Naj še s trpljenja mlekom te dojim? Kaj mi plačalo boš za mojo dnino? Morda pa niti za bolest in post. Morda želiš, da sem kakor otrok, da sem kot drobni rožni cvet preprost in v koreninah sočen in globok. Ko premišljujem, v kakšnem strahu so živeli, ko jih še vedno vidim, kako jim meseca junija zarosijo oči, kako si zaskrbljenimi obrazi izpovedujejo skrivnosti in bolest duše, kako trdno povijejo rožnivenec med prste, kako sključene so ranjena telesa. O Bog, kaj so jim storili? Starijata Pavle Malovrh, strojnikov po domačem, mi je zapustil to dediščino. Spoštovanje do svoje preteklosti, ljubezen do slovenskega naroda in željo po svobodi. Kot mladoleten fant, komaj star 15 let, je doživel, kako so leta 1941 Nemci in Italijani nasedli njegovo vas Šentjošt. Postavili so mejo in napravili ograjo z bodečo žico. Postala je neprehodna, saj so v njej nastavili še mine.
proti koncu leta 1941 so krožile nejasne novice, da se organizira odpor proti Italijanom. Partizani so delali propagando za Osvobodilno fronto in pozivali vaščane, naj se jim pridružijo. Grozili so smrtjo vsakemu, ki ni bil pripravljen sodelovati z njimi. Začeli so se poboji, gorele so kmetije. Izzivali so okupatorja in še ta se je znašel nad nedolžnim prebivalstvom. Od takrat naprej so možje in fante sklenili, da bodo naredili načrte za obrambo. Razmere so bile tako hude, da so se v začetku julija 1942 odločili za ustanovitev vaške straže. V to so privolili tudi Italijani. Javno je vaška straža nastopila 17. julija 1942. Ta se je nato preusmerila v domobranstvo. V Šentjurštu je zavladal mir in red do aprila 1945. Takrat se je začel pritisk jugoslovanske komunistične vojske. Zato se je z domobranci umaknil na Koroško tudi on. Tu je po božji previdnosti bil rešen, da ni stopil na transport in bil vrnjen komunističnim rabljem. Šentjurška fara je doprinesla 141 žrtev. Stari Jata je izgubil očeta Pavleta, ki je umrl v zaporu, in 12 bratrancev. Zaplenili so jim vse imetje. Stari Jata France Tarpin, Slanovci po domače, je imel komaj 21 let, ko je stopil v vaške straže. Kaj mu je rojilo po glavi? Šlo je za življenje ali smrt? Gotovo ga je bilo strah pred nasiljem. Skrbelo ga je, kaj bo, kako bodo branili domačine. Pa se je kljub vsemu odločil. Kaj vse so morali pretrpeti, kakšne grozote. Ko bi se to dogajalo meni danes, ali bi bil sposoben napraviti ta korak? France Tarpin je bil v vaških stražah v Hotedršici od leta 1942 pa do propada Italije. Takrat so jih partizani razpustili in odvedli več sosedov v gozdove. France in drugi fantje so šli v Rovte, kjer so vaške straže še obstajale. Potem pa so se vsi vrnili v Hotedršico in ustanovili postojanko pod imenom 45. domobranska četa. Partizani so 5-krat napadli vas. Vseh 5 napadov so domobranci odbili. Najhujši napad je bil 19. marca 1944, kateri je trajal 24 ur. V vasi so zažgali 10 hiš, med njimi tudi Tarpinovo. Iz Slovenije je bežal 7. maja 1945. Na večer 31. decembra 1945 so partizani do smrti pretepli očeta, ker ni izdal, kam so ubežali sinovi. Mati je bila zaradi istega razloga večkrat zaprta, čeprav je imela še majhne otroke. Bratje starega ata, Karel, Felix in Tone, so bili pri isti domobranski četi. Karla so ubili, Felix in Tone sta se po vojni nekaj časa skrivala doma in potem bežala v Monigo, nato pa v Argentino. Brat Lojze je bil takrat star 13 let, premlad, da bi bil radno domobranec. Vseeno je imel na skrbi nočno stražo in nosil municije domobrancem. Ker je bil v službi pri županu kot voznik, je bežal z njihovo družino 4. maja 1945.
V taborišču je pisal dnevnik, ki ga še danes hrani doma. Mesec juni, mesec spomina. Da tega ne bi pozabili. Da bi se ta spomin pretakal iz roda v rod. Da bi se nekoč popravila storjena krivica. Da bi nekoč lahko pokopali brata v blagoslovljen grob. To mi polagata na srce starijata Tone in stara mama Helena. Helena Lina Kušar se je rodila v Ljubljani na Kodeljeva. 12. decembra leta 1945 so jih izgnali komunisti. V 15 minutah so morali zapustiti svoj dom in vse, kar so ljubili. Skozi 3 leta so se preživljali po različnih taboriščah, Lienz, Špital in drugi. Ko je sestrica Marjana dopolnila rosnih 12 let, je v Avstriji umrla zaradi levkemije. Po prihodu v Argentino pa je kmalu za boleznijo umrl tudi oče Jože. Ostali sta sami mama Ivanka Vajt in Helena. Tone Oblak se je rodil v vasi Vrbinje, župnija Tomišelj, občina Ig. Očetu Martinu in mami Vani, rojeni Grum, se je rodilo 8 otrok. Eden je umrl še kot otrok. Doma so se preživljali s kmetijo. Druga svetovna vojna je pustila globoke zareze v mladem življenju. Ob kapitulaciji Italije so očeta odpeljali na Rab, brata pa na Gonars. Doma je ostala mama s 6 otroki. Bili so na seznamu za likvidacijo. Zaradi nevarnosti so se izselili na Barje v bližino Plečnikove cerkve. Ko je bil star 11 let in pol, je odšel v begunstvo. Ata Tone je izgubil 2 brata, Martina in Ivana. Bila sta mučena in umorjena. 5. maja leta 1945 so bežali čez Ljubelj na Koroško v Avstrijo. Ostali so v vetrinskem taborišču. Nato so jih premestili v Špital, dokler se jim ni poza v Argentino odprla leta 1949. Marijina svetinica, ki jo je dobil od redovnice ob slovesu, ga je spremljala in varovala povsod. Zato jo je tolikokrat upodobil na lesorezu. Pod njenim oltarjem pa je dodal begunsko družino in napis: Zapustili so domovino, ohranili vero. Če bi me vprašali, zakaj sem ponosen, da sem potomek slovenskih junakov, bi odgovoril: predali so se Božji volji, čeprav so vedeli, da jim bo ta odločitev pomenila smrt ali beg. Pomembna mi je vera, po njej pa in po ljubezni do Marije in Jezusa, zvestova slovenskim koreninam, domu in hrepenenje po svobodi. V življenju so mi postali pravi zgled. Stari ata Ivan Zupanc se je rodil v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem, očetu Vinku in mami Marjeti. Imel je še 4 sestre in enega brata, Micko, Pavlo, Angelo, Anico in Francelna. Oče je bil po poklicu zidar in mizar. Bilo je aprila 1939 na cvetno nedeljo. Stari ata Ivan se spominja, da je šel z družino tisti dan v cerkev k blagoslovu butaric. Med sveto mašo so slišali ropotanje avionov. Pozneje so zvedeli, da so jih napadli Nemci. Jugoslavija se jim je predala. Ker je praded Vinko bil pri vojakih, so v skrbeh čakali njegove vrnitve. Na Veliki petek se je vendarle vrnil.
Veliko noč so praznovali v tihem upanju. Toda naslednje dni se je začelo. Nemci so začeli preganjati slovenske duhovnike, izgnali so slovenske učitelje, na šolah se je smela poučevati in govoriti le nemščina. Slovenščino so hoteli iztrebiti. Stari ata je takrat obiskoval zadnje leto osnovne šole. To zmedo so izrabili komunisti, ki so se že zdavnaj pripravljali za revolucijo. Ustvarjali so teror. Škof dr. Gregori Rožman je opozarjal ljudi in jih svaril, da je komunizem največje zlo, kateri se lahko pripeti slovenskemu narodu. Zato so ga hoteli ubiti. Ustanovile so se vaške straže, pozneje pa domobranstvo. Med vojno je stari ata živel v svoji vasi. Leta 1944 se je praded Vinko pridružil domobrancem, da bi branil vrednote vere in dom. Stari ata bi tudi rad stopil k njim, pa je bil premlad. Videvši, da bodo prišli komunisti na oblast, si je širila misel, da se bo treba umakniti iz prelepe Slovenije. Vsak je upal, da samo za nekaj časa. Začela se je begunska pot za vse Slovence, ki niso hoteli živeti pod komunistično oblastjo. Najprej so se podali skozi Ljubelj na Koroško, Avstrija. Po enem mesecu in pol na Vetrinjskem polju so jih izselili v taborišče Lienspegec na Tirolskem. Novembra 1946 so pa začeli taboriščno življenje v Špitalu. Praded Vinko Zupanc in prababica Marjeta Jagodic sta s 6 otroki prispela z ladjo General Langfit v Argentino februarja 1949. Z njima je prispel tudi moj stari ata Ivan. Umrl je Jezus. Tiho so ga s križa sneli, v mrtvaške prte ga povili in skalnat grob ga položili. In če bi tam ležal, Marija, jeli, da bi smeli nositi mu takrat na grob dišal? A on je vstal. Prebile, joj, 15 krogle so srce in grob so izkopali jim nekje, zasuli jih skrivaj, kot stekle pse. A kje? Še mati vedeti ne sme. Pa naj bi bili njih grobovi kjerkoli, ob Kraškem Kalju, za podrtim zidom, ob cestnem jarku ali kje med Grinjem, le da bi mogli položiti nanj šopek poljskih rož in pomoliti za verno dušo Oče naš. Sprašujem se, zakaj je moral praded umreti nasilne smrti? Zakaj so njegovi sinovi in družina morali toliko pretrpeti? Komunizem ni bila izbira. Je bil nasilje Slovenca nad Slovencem, bratom. Nesrečna usoda Slovenije. Narod, domovina, Bog. Ti so bili ideali, načela, za katera so poštenjaki dajali svoja življenja. Moj praded, Alojzij Groznik, po domače pri Španovih,
je zaradi komunističnega terorija postal organizator in komandant vaške straže v Dolenji vasi pri Temenici. 10. septembra 1943 so ga odpeljali in zaprli v stiški samostan, kasneje v novomeške zapore in nato v Kočevje. 14. oktobra leta 1943 ga je področno vojno sodišče Ribnica obsodilo na smrt z ustrelitvijo. Sojen je bil na prvem komunističnem montiranem kočevskem procesu. Ustreljen je bil v Mozdlju pri Kočevju. Na zidu zapora se lahko bere njegov z ogljem podpisan stavek: "Pozdravljam ženo in otroke." Vmes je z drugo pisavo dodano znamenje križa in besede: "Ustreljen 14. oktobra." V knjigi In vrnil se bom k očetu je pisano, da so vsi junaško umirali z vzkliki: "Živel Kristus kralj" ali "Živel kralj Peter II." Moj stari ata, Jože Groznik, je bil med vrnjemi domobranci. Rešil se je pri Čusperku, ker je skupaj z 2 sotrpinoma skočil z vlaka, ki je peljal proti Kočevju. Po nekaj mesecih skrivanja se je končno pridružil ostalim beguncem v Italiji. Njegov starejši brat Alojzij Groznik je bil domobranec v Višnji Gori. Bil je zaprt v Teharjah. Avgusta 1945 je dočakal amnestijo, ker je bil domobranec manj kot leto dni kot telefonist. Vrnil se je domov bolan za tifusom. Leta 1946 je dokončal študije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Leta 1947 je bil posvečen v duhovnika po rokah škofa Volka. Od leta 1948 do 1952 je bil zaprt in na prisilnem delu zaradi krivično obdolžene smrti. V letih 1960–61 je moral odslužiti vojake. Ponovna spletka, ki je večkrat doletela zveste in svete duhovnike. Mlajši brat Francel Groznik je bil domobranec. Umorjen v bitki v Leščevju. Pokopan je v družinskem grobu na domačem farnem pokopališču v Šentvidu pri Stični. Večjega gorja slovenski narod še ni doživel. Nesreča, rob, požigi, smrtni spevi strojnic, pušk, topov in vročnih bomb, nemoč, krvava smrt. Le Bog je bila opora, le Božja mati Marija jih je varovala. Moj stari ata, Jože Goržišnik, je bil domobranec. Je živa priča teh grozot. Leta 1943 so Nemci zažgali vas zaradi zivanja partizanov. Takrat jim je zgorel hlev in hišna streha. Praded je utegnil rešiti živino, voz. Še istega leta, meseca oktobra, je stari ata šel domobrancem v Rovte. Tam so že bili vsi njegovi prijatelji, ki so se borili pred komunističnim nasiljem. Ob koncu vojne, maja leta 1945, se je vsa četa umaknila na Koroško, le on je ostal doma. Po skoraj 2 mesecih skrivanja se je odločil na odhod in umik iz nevarnega okolja. Malo je manjkalo, da ni padel pod streli komunističnih miličnikov, ko je pobegnil od doma. Pradedu se je trgalo srce, ko je gledal prizor, kako so ga lovili in ni bil gotov, ali se mu je beg posrečil ali je obležal mrtev.
Skupaj s svakom manžetom in še 15 drugih vaščanov se je 18. junija 1945 podal na pot v svobodo. 7. marca se je v Neaplju ukrcal na ladjo Santa Cruz in prispel v Argentino 29. marca 1948. Večkrat sem slišal domobranske pesmi. S ponosom in ljubeznijo sem poslušal starega očeta, kako globoko v srce je imel vsidrano Slovenijo. Naj poje se pesem po naših vaseh, molitev naj spet se ponavlja, trpljenje in žalost in solza in smeh naj tebe dobrotni proslavlja. Dom, vero in rod, o Bog nam obari, slovenski te prosimo, legionari. Na jesen leta 1942 so partizani iskali po vaseh mlade fante in jih prisilili, naj se vpišejo v osvobodilno fronto. Tega bratje Urbančič niso hoteli. Maščevanje ni izostalo. Starega ata Bogota in njegovega 16-letnega brata Rajkota so Italijani odpeljali v internacijo v Monigo, Treviso. Zaprta sta bila kot talca in se po 3 mesecih vrnila domov. Verjetno po posredovanju škofa Rožmana. Ko se je na Čatežu ustanovila postojanka vaških stražarjev, sta Slavko in Rajko stopila k njim. Nekega dne so dobili pismo na oknu s pozivom, naj zapustijo hišo, sicer jih bodo usmrtili. Še pred odločitvijo odhoda od doma so prišli partizani, vse pokradli ter zanetli ogenj v hiši in hlevu. Starjata Bogo in bratje Rajko, Slavko in Tone so bili pri domobrancih. Maja 1945 so se umaknili z domobransko vojsko do Vetrinja. Tam so bratje čakali na kamion skupaj z Bregarjevim Henrikom. Bili so že na kamionu, ko je prišel Anglež in jim ukazal, naj izstopijo, ker je že prepoln, ter naj počakajo naslednjega. Medtem, ko so čakali, jima je domobranec, ki mu je uspelo pobegniti iz vlaka in je ugotovil, da je to prevara, povedal, da jih ne peljejo v Italijo, ampak v Podrosco, na Jesenice, nazaj v Slovenijo, v roke partizanov. Takrat so se odločili, da se skrijejo v gozdove in se od tam prebijejo v Italijo. Z Božjo pomočjo so si rešili življenje. Vsak mesec junij prihaja na dan vse, kar sta mi pripovedovala stara mama Majda in starijata Julko. Moje korenine izhajajo iz prelepe, a tudi krvave Slovenije. Majda Hren je živela na Vrhniki. Otroštvo je preživela mirno s sestrico Veroniko in bratom Janezom, dokler se ni začela v Sloveniji revolucija, ki so jo izvali komunisti. V družino je udarilo. Ata Franc, ki je imel gostilno, je leta 1940 umrl zaradi pljučnice, ker mu komunisti niso dovolili v bolnico. Kam naj se zatečejo? 5. maja 1945 je družina bežala iz Ljubljane na Koroško. Bežali so s avtomobilom strica Ignacija. 3 leta so živeli po taboriščih v Italiji, dokler niso šli z ladjo proti Argentini. Julko Ravnik je odraščal pri Kanalu v Soči.
Imel je še brata Zvonka in sestro Natašo. Oče Štefan in mama Karolina Gimpel sta imela v lasti hotel in trgovino, s katerima so se preživljali. Družina je kljubovala pritiskom časa in ni bežala, pač so jih pregnali. Zapustiti so morali vse. Tako so prišli v severno Italijo, nato v Argentino, provincijo Kordovo. Tu so ostali zvesti koreninam, jeziku in prenesli to ljubezen na nas, svoje vnuke. Razkosane družine, desetletne ločitve, trpljenje otrok, snidenja polna neizpolnjenih hrepenenj. Stari starši so mi z žalostjo pripovedovali, kako je našo prelepo Slovenijo zajel val komunističnega nasilja in jo prepojil s krvjo. Sovraštvo je doseglo tako stopnjo krutosti, da se je ne da opisati. Ljudje so zapuščali svoje domove in bežali, da bi si rešili življenje. Premajhni otroci so ostali doma, oropani najosnovnejšega. Starševske bližine in njih tople ljubezni. Lojze Mehle, naš stari ata, se je rodil v Spodnji Slivnici. Po končani vojni je ostal 9 let v Sloveniji z mamo in 2 sestrama. On, najstarejši, je štel 6 let, druga sestrica 4 in najmlajša 2 leti. Njegov oče je zapustil Slovenijo misleč, da se vrne v 14 dneh. 14 dni pa se je raztegnilo v 9 let. Njihovo novo hišo so Italijani do tal požgali leta 1943. Marija Tomažin. Naša stara mama je bila iz Velike Vrhe, Krka. Njena babica, sestri in brat so leto 1945 ostali v Sloveniji. Mislili so, da se bodo starši, ki so morali zapustiti dom, vrnili čez 14 dni. Marija je bila stara 5 let, starejša sestra 16, brat 12 in sestrica 2 leti. Ostali so na kmetiji in se tam težko preživljali. Tone Javoršek, dedek po atovi strani, se je rodil v Moravčah. Kot mlad deček je bežal svojo družino. Bila je zelo težka pot, posebno od Tržiča naprej, kjer so jih napadli partizani. Tam so morali pustiti vse vozove, hrano in obleko, ki so jih na hitro pripravili za na pot. Pot se je vlekla preko Ljubelskega predora, ki je bil še v surovem stanju. Bilo je popolna blata, voda je kapljala od vrha in bilo je popolnoma temno. Od Tržiča pa do Vetrinskega polja so hodili 2 dni in 2 noči. Med potjo so se otroci izgubili med množico beguncev. Pa hvala Bogu so se skupaj našli na Koroškem. Pot jih je pripeljala do taborišča, kjer so stali 3 leta. Francka Trobec. Babica po atovi strani je bila iz Polhovega Gradca doma. Njen oče je sam bežal brez družine, ker so bili otroci majhni. Stara mama je imela komaj 5 let, najmlajša sestra pa 6 mesecev. Do snidenja je trajalo 10 let. Naša lepa domovina lahko zdravi in bo zdravela.
ko bodo vse duše našle svoj mir in pokoj, svoje večno bivališče. Tu, na tej strani, odkrita in pokopana njihova telesa, tam, na oni strani, duše, očiščene in umite od Božje svetlove in ljubezni. S poljubom tvojim varen sem povsod. Ne šteješ v zlo molitev mi izdavljenih. Za zdravje jog mi daš ko grenek plod. Ne vprašaš za račun od njih zapravljenih. Lepota, ti, poznam te skoz tančico solza, kot sonce skoz žareč oblak. Spoznal sem revež zlato te pšenico, za glad do zdaj dobil sem ovsenjak. Ti si nebo in zemlja, jaz pa volil odpadke zvezd in sadja sem lupine. Krval, izpraskal sem se iza blod. In vendar si za pevca me izvolil. Če hočeš, da bom tvoj in poln vedrine, pokliči k soncu me na sini prod. Domovina,